antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V doktorski nalogi se z vidika etnokoreologije, antropologije plesa, študij telesa, gibanja in prostora ukvarja s fenomenom polke v Sloveniji. Natančneje z vlogo procesov politizacije, nacionalizacije in popularizacije pri nastanku polivalentnih percepcij polke skozi različna časovna obdobja. Torej, prispevek z naslovom Simbolni pomeni in raznolike percepcije veselice znotraj izbranih skupnosti. Hvala lepa za besedo. No, moj naslov se mi zdi, da je dovolj zgovoren, da približno razumemo, o čem bom govorila. In rada bi razložila, zakaj se sploh ukvarjam z veselicami. Namreč v doktoratu, v doktorski raziskavi se ukvarjam predvsem s polkami kot plesno-glasbenim fenomenom. Ampak vedno, ko sem govorila s sogovorniki, smo nekako prišli na veselice, pa na harmonike, pa na narodno zabavno glasbo. In sem ugotovila, da so v bistvu te percepcije ali pa neki simbolni pomeni, ki jih te fenomeni nosijo, nekako prepletajo med sabo tako tesno, da se nekako veselice so pa en tak pomemben vidik ali pa prostor, kjer se polka pleše ali pa se jo lahko opazuje. Zato se mi zdelo pomembno raziskati tudi veselice same. Predvsem bom govorila o gasilskih veselicah. Veselic obstaja namreč več vrst, vrtne veselice, gasilske, lovske in tako naprej. In torej, kot sem že rekla, njihovi te simbolni pomeni, ki se držijo samih veselic, pa tudi tega glasbeno-plesnega žanra, ki se tam manifestira. Pri samem raziskovanju me je zanimalo, kako ljudje iz različnih skupnosti dojemajo samo veselico. Torej, razumela sem in vedela sem, da imajo različne perspektive, da to ni samo eno mnenje, ampak več različnih mnenj, da so to neki različni osebni odnosi in pač neki afektivni odzivi, ki jih ljudje čutijo, ko pomislijo na veselico ali pa ko govorijo o tem, a so kdaj šli tja ali pa ne. Zanimalo me je, kdo so te ljudje, ki sestavljajo izbrane skupnosti in kdo so ljudje, ki obiskujejo oziroma ne obiskujejo veselice. Zanimalo me, zakaj imajo nek tak odnos, zakaj jih obiskujejo oziroma ne. Kaj jim ta veselica kot dogodek pomeni, kje so slišali za veselico, kaj tam počnejo in kako o tem reflektirajo oziroma se odzovejo, tako v pogovoru z mano kot, ne vem, v neki določeni družbi, v kateri se znajdejo. In na koncu, v bistvu, ko sem vse skupaj zapakirala, me je zanimalo, a je pogoj za neudeležbo ali udeležbo na veselici generacijska razlika, a je to nek določen status, ki ti določa, a ti je to všeč ali ne, a je to neka glasbena ali pa plesna estetika. Zanimalo me je, kako si ljudje, ki se ne udeležujejo veselic, sploh ustvarijo mnenje o njem, ker imajo pa ga, čeprav nikoli ne grejo na tak dogodek. In predvsem me je zanimalo, a je ta razlika med ruralnim in urbanim okoljem res tako velika ali pa tako majhna, kot se mogoče nasploh v nekem javnem mnenju ustvarja. Za nalaž danes ne bom toliko govorila o teoriji, ampak bomo šli bolj v prakso, ker pač 15 minut bom namenila res takim zanimivim izvlečkom iz intervjujev. Osredotočila sem se na terensko delo, vzela sem izbrane skupnosti v Ljubljani. Predvsem sem se osredotočila na ljudi, ki celo življenje živijo v Ljubljani, torej so se tam rodili in še vedno tam živijo, predvsem znotraj obvoznice kot nekakšen center mesta in pa nasproti tega recimo občino Črnomelj, ki pa je neko, ne vem, mogoče bolj ne toliko mestno okolje z nekimi vasmi, gasilskimi društvi in tako naprej kot neko razliko. Se bom pa na današnji predstavitvi osredotočila predvsem se pravi na intervjuje z ljudmi iz Ljubljane. Če bo ostalo kaj časa, bomo govorili potem še o primerjavi s Črnomljem. Uporabila sem metodo snežne kepe, torej nekoga sem poznala in naredila z njim intervju in potem mi je ta priporočil še ljudi naprej, koga pa lahko še intervjujem, tako da je v bistvu šlo za neke naključne sogovornike. Na začetku tiste poznane, na koncu pa v bistvu tiste, ki jih ne poznam. Seveda sem šla zavestno v to, da bom vzela sogovornike, ki so različnih spolov, starosti, tudi delovnih statusov, krajev prebivališča, ali je to, ne vem, res ob obvoznici ali to v centru mesta.
Tudi krogi, v katerih se gibljajo, a so to ljudje iz folklornih skupin, a so to ljudje, ki so mogoče moji bivši sodelavci iz kakšne ljubljanske službe ali pa pač, ne vem, nekdo, ki hodi samo na Metelkovo in sploh nikamor drugam. Tudi žanrski vkusi so bili različni, tako da nisem se osredotočila zdaj samo na neke določene skupnosti. In seveda sem ljudi spraševala s polstrukturiranimi intervjuji. Če bi želela res bolj tako množične odgovore, bi seveda šla zavestno v neke ankete, ampak ne, sem res želela vedeti, zakaj je temu tako, tako da sem šla v polstrukturirane intervjuje. Za primerjavo vprašala sem, se pravi SAZA, s kakšno je razmerje veselic v občini Ljubljana in občini Črnomelj. Vidite tole rumeno, je se pravi ostala Slovenija. Ne vem, leta 2022 je bilo 506 veselic izven Ljubljane ali pa Črnomlja. V Ljubljani jih je bilo 25, v Črnomlju 14. Se pravi, to razmerje, hotela sem s tem samo prikazati, razmerje med neko občino Ljubljana ali pa občino Črnomelj, ki sta neka dva različna kraja, le ni tako zelo različno, ni toliko manj veselic recimo v Ljubljani kot pa v Črnomlju. Je pa treba vedeti, da občina Ljubljana je zelo velika, tako da sem spadajo tudi krajevne skupnosti izven obvoznice, torej ne vem, Janče, kaj je še tam, Zadobrova in tako naprej. Tega se zavedam, da to ni torej samo urbano območje znotraj obvoznice. In pa, kar se še zavedam, da čeprav sem zbrala neke izbrane skupnosti, torej rečemo Ljubljančani, meščani znotraj obvoznice, to ni neka celota, ki bi imeli vsi enako mnenje. Vedela sem, da kljub temu, da si zbereš neko manjšo skupnost, posamezniki nimajo enako mnenje. Vsak ima neko svojo osebno afiniteto do te stvari, ki jo preučujem. Torej gre za nek kompleksen pojav heterogene skupnosti, ni to ena homogena celota. In pa, kar se mi zdi pomembno, marsikdaj so ljudje govorili o nekih določenih stereotipih, ker recimo veselice niso poznali, ali pa so nekje slišali o tem, ali pa so si jo enkrat pogledali in si ustvarili neko mnenje. Pomembna se mi zdi vloga stereotipov pri tem, kako nekako razumeš ali pa sprejemaš nek določen fenomen, ki ti je manj poznan. Se pravi, sogovorniki, ki sem jih izbrala, z njimi sem naredila intervjuje in na koncu, ko sem naredila te intervjuje, sem jih določila v neke take še manjše skupine ljudi. Recimo, naredila sem intervjuje z ljudmi, ki so del organizacijske ekipe gasilske veselice. Zanimalo me je, zakaj oni sodelujejo, kako oni delujejo, kako oni pomagajo in zakaj. Predvsem so potem ljudje rekli, da oni naredijo veselico zaradi ljudi, ne zato, ker bi hoteli dobiti ne vem koliko denarja, ker pač finančno se veselico ne splača organizirati, ampak gre res za bolj neko druženje, zabavo, zato ker si del skupnosti in pomagaš in če si že vsa leta, boš pa še letos. Naredila sem intervjuje tudi z organizacijsko ekipo, ki organizira veselico v Trnovem, kar je v bistvu v centru Ljubljane, če tako rečemo. In zanimivo mi je bilo, da v bistvu je obseg in oblika veselice popolnoma enaka kot neki veselici v Črnomlju, torej neka živa glasba, ansambel z narodno-zabavnim programom, veselica na prostem, čevapčiči, srečka in tako naprej. Tale veselica v Trnovem se ne oglašuje, ker pride toliko ljudi, da v bistvu oni niti nočejo oglaševati, ker jih nimajo kam dati, dobesedno tako so rekli. In v bistvu en tak izsek iz intervjuja. V bistvu v Trnovem je tako, glej, veselica, odkar sem jaz v društvu, je to must, to se mora zgoditi. Zato, ker je veselica nekaj, kar občani ali prebivalci četrtne skupnosti, sosedje nekako pričakujejo. Mi ne delamo veselice zaradi denarja, ampak zaradi ljudi. In pridejo se družiti. Pridejo tudi tisti, ki niso Trnovčani. Ti pa, ki so Trnovčani, pa pridejo, ker vsak se je malo razselil in planirajo to veselico, dajmo se malo dobiti in se dobijo v Trnovem, tam, kjer so odraščali, da pohengajo in vidijo folk. In v bistvu to je najpogostejši bil odgovor, zakaj v bistvu pa v mestu Ljubljana naredijo neko veselico, da so ljudje srečajo in tako naprej. Sem spadajo se pravi odgovori ljudi, Ljubljančanov, ki so redni udeleženci veselice. Nimajo tako izrazitega mnenja o plesno-glasbenih žanrih na veselici. Torej, njim je bolj kot ne vseeno, ali bodo igrali Mambo Kingsi, ali bo prišla Helena Blagne, ali bodo to Modrijani, ker v bistvu je tista glasba nekako tako bolj ozadje.
pa tudi ni pomembno, a znajo plesati, ne vem, polko, valček ali ne, oni se grejo tja podružiti. Tako eden od sogovornikov. Ne bi rekel, da sem ful vključen v lokalno okolje. Pač se gre stvar malo podpreti, malo zaradi gasilcev, pa malo koga srečaš, pač nekdanji sošolce in to. Potem sem jaz vprašala, ste tako kar povezana skupnost, mislim, se poznate med sabo? Bi rekel, da poznaš ožji krog ljudi. Ja, v zadnjih letih se je ogromno gradilo pri nas, je ogromno priseljencev. Zdaj so ljudje precej razseljeni, ampak na tej zadevi se pač sreča nekdanje znance. Precej lokalcev gre tja vsaj na eno pijačo, pa kakšno reč tja. In to je v bistvu eden teh glavnih odgovorov, zakaj ljudje hodijo, kot sem že omenila. Torej, nekateri grejo na veselico, ker je tam malima dvema to ful fajn. Živimo v Ljubljani in enkrat smo šli slučajno na eno in je bilo malima všeč, ker so bili čevapčiči in so ti dobitki, srečelov in je glasba v živo. In pol, da malo potancamo tam. Se pravi, grejo tudi družine s svojimi otroki se takole malo podružiti. In še eno od sogovornic. Jaz sem bila prvič na veselici na Ježici, torej v mojem okolišu, ko je bila hči stara 2 leti. Prej sploh nikoli nisem zaznala tega, da so tam veselice, s tem, da sem tam živela celo življenje. Recimo, zdaj to opazim. In jaz sem vprašala, kaj pa se je spremenilo, da si začela hoditi na veselice? Se mi zdi, da ko sem dobila hči, da sem začela bolj živeti v tem okolju. Prej, ko sem bila mlajša, sem hodila v to sosesko samo spat. Tam je bilo spalno naselje, potem pa sem začela hčerjo tam živeti, pa je seveda igrišče, pa vrtec, pa šola, tudi vrt imam, ki je na stiku s temi vasmi. Tako da ja, drugače sem začela dojemati prostor. Sogovornica živi na obrobju Ljubljane, tam pri Ježci, kjer je v bistvu stik blokovskega naselja in okoliških vasi. In v bistvu ljudje z vseh koncev pridejo na to veselico. In zanimivo mi je bil tudi ta vidik, ona je eksplicitno govorila, da nikoli ni marala hoditi na kakšne plesne dogodke, ker je bilo vedno strah, da jo bo nekdo povabil plesati. Zdaj pa gre na veselico, ker ima itak hči, s katero se ukvarja in je to nek dober izgovor, da plesati pa ne rabi iti, in gre z večjo sproščenostjo zdaj na veselico, ker pač tja se greš podružiti. Zanimiv mi je bil vidik ljudi, ki so neobiskovalci, ampak niso eksplicitno proti veselici. So mogoče tudi radovedni obiskovalci, torej so si šli kdaj pogledati, ampak tako bolj dajmo samo pogledati in ne gremo zraven, pa da vidimo, kaj tam je. Zanimiv en sogovornik je opazil, kolikor opažam, se tudi mladina čedalje bolj udeležuje veselic. Več kot pa, ko sem bil jaz star, ne vem, 20 let, ker takrat v bistvu smo se jim izogibali. A ja, prav tako, namenoma. Ja, smo se imeli za Ljubljančane in ko si šel ven, si šel v Šterko, na Metelkovo, si šel v Ortobar, na koncert nekega rock banda, nisi šel na gasilce. Ni bilo tako, da bi potem ožigosan in bi me bilo sram. Me pa res ni zanimalo in moji vrstniki, ki zdaj grejo in se tam srečamo, takrat niso tja hodili. Se pravi, se en ta socialni vidik zgodi, da začneš hoditi na veselico, čeprav ti to mogoče žanrsko prej nikoli ni bilo. In pa eden res zanimivejših intervjujev sogovornik je rekel, tam zraven tržnice Šiška je ena velika ploščad in na tej ploščadi je bila prav ena proper veselica organizirana, kjer so bili šotori in vse in oder in je prišlo več ansamblov, so se izmenjali. In takrat sva s kolegom zaznavala, da je vse skupaj malo čudno. No, pač smo vsi tako, a to zdaj res sodi sem, oziroma a smo sploh na pravi lokaciji? S kakšnim namenom pa ste šli potem tja? Čisto sociološko, v smislu, a to bo kar tle ali kaj? Zdelo se nam je noro, da bo neka taka reč. Se nam je zdelo noro, to je kaj 2 kilometra ali celo manj od samega strogega centra in smo rekli, to si pa moramo pogledati. Kar se mi zdi zanimivo tudi v tem pogovoru je, sogovornik je rekel, da je bil mogoče na 1-2 veselicah, torej ta je ena izmed njih, ampak je rekel, to je bila proper veselica. Tako, ne, kakšno poznavanje je imel od prej, kaj pa je ta proper veselica, ne? Ampak tako, ja, zanimiv intervju. In pa seveda skupina ljudi, ki grejo vse prej kot na veselico. Torej, veselica smo že slišali, ampak ne spraviš me tja. Ta vidik je bil, moram povedati, meni malo tuj, zato ker sem odraščala na Dolenjskem v okolju, kjer pač tudi, če nisi šel na veselico, se je o veselicah govorilo in smo to nekako sprejemali. Pač veselica, ja, nimamo pa nič proti, kakorkoli, ali si šel ali pa ne. Zato mi je bil mogoče ta vidik ali pa ti ljudje najbolj zanimivi, zame osebno, in mi je bilo to malo težje razumeti, oziroma bolj tako egzotično, kaj bodo zdaj ljudje povedali. In zanimivo je bilo, ja, kakšne asociacije, stereotipe so ti ljudje
govorili v tem intervjuju, kar se je meni zelo mogoče, zanimivo, jaz ne mislim tako. In zanimivo mi je bilo, kako so si ustvarjali mnenje, če pa pač nikoli niso bili na veselici. In tla se je odkrival en res tak zanimiv vidik, ki se mi zdi, da malo razlaga to stereotipizacijo veselice, polke, narodno-zabavna glasba in tako naprej. V glavnem, na te vidike se lepijo tako zanimivi različni simboli. Vprašala sem, kdo gre po njihovo na veselico. Po moje grejo ljudje, ki živijo na podeželju, pa ki so povezani ali pa radi poslušajo, ali pa jim ni tuja ta narodno-zabavna glasba, kar meni gotovo je. Smo se vedno pač delali norca, to je bilo smešno, to je bila neka poceni zabava za ljudi, ki niso mi, ki niso taki kot mi, torej mi, ki živimo v mestu. Asociacija na vse to ali pa eden od simbolov tega je harmonika, harmonika, gnoj, to so, ne mislim nič tako slabega, ampak to je meni ta negativna konotacija. Ne gremo tja, tam igrajo harmoniko. A vidite, ne, vprašaš polka, pa že neka veselica in pa že kar takoj harmonika, pa to je res nekaj slabega. Gnoj je v smislu, razlagajo potem o teh simbolih, jaz sem si harmoniko pa vedno predstavljal tam neko kmetijo, pa gnoj, ker so šli oni kot pač ta sogovornik živi tukaj na Streliški pod gradom in imeli so sorodnike na Dolenjskem in vedno, ko so šli k njim, se je predvajala narodno-zabavna glasba in ko si stopil na dvorišče, je bila tam štala, pa gnoj, pa njihova hiša. In tako, neke take konotacije, ki jih je povezoval. In pač ga je to spominjalo in rekel, harmonika, ko pa jaz to vidim, to pa res ne grem. Čeprav v bistvu samega dogodka ni poznal. Ne? In drugi sogovornik, sem bil rocker in ker rockerji ne hodijo na veselice, ker to ni moja scena, ker to je, ne vem, zahojen, ne vem. Ampak kako potem dobiš neko sliko v nečem, česar nisi nikoli videl? Ma ne vem, takrat so bile te oddaje narodno-zabavne, ko izgledajo kot ene oddaje za babice. Taka ti samo oddaja, da vedeti, da to ni zate. Ja, kaj pa je bilo takega oddaji? Kaj te je tako odvrnilo? Tam so bili sami stari ljudje, pa židane marele, pa rutke, pa tam so migali ko eni pajaci. A vidite, in potem tako povežeš že z nekimi, ne vem, simboli, z oblekami in tako naprej. Tako da v bistvu ta cel splet simbolov, ki te avtomatsko odvrača in povezuješ to vse z enim žanrom. Zanimivo je tudi, ta sogovornik rekel, vedno si pomislim na veselico, tam so vsi v narodnih nošah, pa stare babice pa tam migajo. Verjetno bi spremenil mnenje, če bi kdaj šel pogledat, pa bi tam videl, da najprej plešejo otroci, potem tudi mladina se hodi spoznavati, plesati in tako naprej. In v bistvu je tudi zdaj v porastu to, da v bistvu narodno-zabavni ansambli nimajo več nujno narodne noše na sebi, tako imenovane, ne? Kdor je že tam bil. Ampak tako, ne, kakšno sliko si ustvari nekdo, ki nikoli tam ni bil. Ker me čas že preganja, bomo šli kar direkt na ugotovitve. Če primerjam z intervjuji, ki sem jih delala na terenu, se pravi v Beli krajini, v Črnomlju, sem ugotovila, da v bistvu oblika gasilske veselice, kot sem že rekla, ni nič drugačna. Torej, sama struktura, organizacija in tako naprej je enaka. Tudi razlogi za organizacijo so torej ne finančni, ampak zato, da se ljudje zberejo z različnih vasi oziroma različnih okrajev. Tudi število dogodkov in udeležencev smo videli, da je vsaj na podatke SAZAS-a približno enako. Razlogi za neudeležbo so tudi podobni. Je že res, da je mogoče v samem centru Ljubljane več neke žanrske izbire, greš lahko, ne vem, na Metelkovo, greš lahko v disko, ampak sogovorniki v Beli krajini so tudi poudarjali, da so včasih obstajali klubi, kjer so istočasno vrteli več žanrov, torej narodno-zabavno glasbo, potem je bil disko, pa potem neka taka komercialna glasba, istočasno si lahko zbiral, kam boš šel. In sogovorniki so rekli, najbolj polna je bila drvarnica, tako se je reklo v prostoru, kjer se je vrtela narodno-zabavna glasba. Torej, kljub temu, da so imeli v Beli krajini več tudi enako izbiro, so ljudje še vedno hodili tja, tako da ne moramo reči, da je bila zdaj samo veselica. In tudi plesno-glasbeni žanri na veselici niso v mestnem okolju, torej v Ljubljani, nič drugačni kot na podeželju. Zanimivo je, ljudje, ki niso nikoli šli na veselico, so vedno poudarjali, da so te stvari videli ali pa slišali na televiziji ali pa na radijih, da avtomatsko pač, ko pržgeš, ne vem, radio Golica ali kakorkoli, ali pa televizijo Veselica, vmes med reklamnimi bloki reklamirajo, ne vem, kosilnice, pa traktorje in tako naprej, a naslednja faza so, ne vem, nek narodno-zabavni ansambel, ki tam špila na neki veselici in ti avtomatsko ponuja te simbole in povezave. Tako da, ne, mediji kot neki tvorci raznih stereotipov. Zanimivo je tudi, da so
sogovorniki ugotavljali, tisti, ki hodijo na veselice, da jih preseneča dejstvo, koliko mladih zdaj prihajajo na veselice in kako pač tudi izven veselic poslušajo ta žanr glasbe, kar prej mogoče, ne vem, v 80-ih, 90-ih ni bilo tako javno. Pa še zanimalo me je, kako se v bistvu ljudje zares ukvarjajo s samo glasbo pa plesom na veselici. Vsi so govorili o nekih družabnih zadevah, tisti, ki hodijo. V bistvu to je mogoče največja razlika, da sogovorniki v Ljubljani niso toliko poudarjali, gremo plesati, gremo na neko veselico zaradi ansambla, kot pa recimo v Črnomlju so to večkrat poudarjali. Torej ta socialni vidik druženja v Ljubljani je bil večkrat, vsaj s strani sogovornikov, poudarjen. Tako, hvala za pozornost.